Poskušal bom v par minutah mogoče nakazati samo nekatera izhodišča, o katerih bi se danes pravzaprav pogovarjali, izpostaviti nekatera vprašanja, na katera upam, da bomo danes tudi dobili kakšen odgovor, kakšno idejo, kako se jih pravzaprav lotiti. Če začnemo s temeljnim vprašanjem današnje konference, pa tudi siceršnjih razprav o tem, kje slovensko gospodarstvo je, predvsem izvoz, ko govorimo o internacionalizaciji, je ključno vprašanje seveda, je Slovenija dovolj izvozno usmerjena. Na prvi pogled bi morda rekli je, saj smo vendarle majhna država, veliko izvažamo, odvisni smo od tujih trgov, to je res, ampak vendarle nekaj podatkov pa bo jasno pokazalo, da temu ni vedno tako. Torej, prvi argument, če govorimo o trditvi, da slovensko gospodarstvo vendarle ni dovolj internacionalizirano, je, da slovensko gospodarstvo doseže 70% prihodkov na domačem trgu. Vrednost izvoza je enaka le dobri tretjini realizacije prihodkov gospodarstva. Povedano drugače, če seveda v statistiki slovenskega izvoza je tudi vrednost izvoženega klija ali twinga iz revoza, to ne pomeni seveda, da je to ustvarjena vrednost slovenskega gospodarstva, ker je noter kar nekaj komponent, ali pa skoraj lahko rečemo večina, ki so prišle v Slovenijo iz različnih držav. In gledano tako, seveda hitro vidimo, da podatek o tem, da Slovenija 55, nekje po nekaterih podatkih vrednosti bruto družbenega proizvoda ustvari z izvozom blaga, seveda ne drži. In je to eden izmed ključnih podatkov, nad katerim bi se morali močno vendarle zamisliti. Drugi podatek, 100 slovenskih podjetij realizira več kot 50% izvoza. Vidimo, kako je pravzaprav izvoz koncentriran na nekaj največjih, najpomembnejših multinacionalk, tako rečem slovenskih, ali slovenskih ključnih izvoznikov. Okoli 800 podjetij realizira 85% vsega izvoza. Glede na to, da imamo v Sloveniji nekje okrog 11.000, če še kaj več izvoznikov, je to seveda podatek, ki nam daje pravzaprav veliko manevrskega prostora. Dajmo potem okrepiti še ostala podjetja, njihove izvozne sposobnosti, možnosti, pa bo seveda ta celoten izvoz takoj večji. 11.000 registriranih izvoznikov je, od 11 je več kot 9.000 takih, ki izvažajo le na trge jugovzhodne Evrope. Še en podatek, seveda, nad katerim moramo biti po eni strani seveda zadovoljni, po drugi strani pa tudi zaskrbljeni. Našo preveliko izvoznost od jugovzhodnih trgov je s tem seveda jasno pokazana in videli boste, da prav na teh trgih nam izvoz v zadnjih letih, še posebej po recesiji, celo upada. Boste videli v nadaljevanju, kjer imamo podatke aktualne. In še zadnji podatek, ki ga je UMAR izdal pred kratkim, če je na 1% rast tujega povpraševanja slovenski izvoz v preteklosti dosegel 1,2% rast, se je ta trend sedaj vrnil in dosega le še 0,8% rast. Kar pomeni, da so naši izdelki vse manj konkurenčni, da dosegamo nižje razlike v vrednosti, da enostavno tiste rasti, tistega puša, ki ga je deležen svetovni, globalni trg, predvsem pod vplivom hitro rastočih trgov, pa v našem primeru tudi Nemčije, seveda ne izkoriščamo tako, kot smo jih nekoč in kot bi lahko. Torej odgovor, mislim, da po vsem tem je na dlani, nismo še dovolj internacionalizirani, dovolj izvozno usmerjeni. Pa vendarle, smo lahko najboljši. In tukaj mislim, da lahko mirno rečemo, da imamo lahko dovolj samozaupanja, dovolj prepričanja in vere vase in rečemo, seveda smo lahko najboljši. Namenoma se dal dva primera povezana z zimo, ki se nekako poslavlja oziroma se je poslovila, tudi sezona v alpskem smučanju, nordijskem smučanju je za nami in to seveda uspešno ne samo za naše smučanje, pa tudi za naše proizvajalce. Samo dva primera v tem kontekstu. Alpin in čevelj za smučarski nordijski tek je eden najbolj prepoznavnih artiklov, seveda, kar se tiče zimskih športov. Pa tudi nasplošno mislim, da ga vsi dobro poznate, pa ne samo pri nas, tudi v tujini. Čeprav je pa res, da ga dostikrat zamenjujejo, da je avstrijski čevelj to, ne? Ampak vendarle, če gledate štart biatlonskih tekem ali pa tekem smučarskega teka, vse je rdeče. In to je seveda trenutek, ko smo lahko ponosni, da je Alpina slovensko podjetje, da so to plod slovenskega znanja in hvaležen sem gospodinu Lenasiju, da je danes z nami, da bo seveda tudi nekaj sam dodal še tej današnji zgodbi o internacionalizaciji.
Druga zgodba, prav tako, mimo grede, Peter Northug je najuspešnejši tekmovalec na letošnjem nordijskem prvenstvu v Oslu, 5 medalj osvojil, in Terje Bø, tudi Norvežan, je zmagovalec biatlonskega skupnega svetovnega pokala. To so seveda najvišje, najboljši tekmovalci, in ker je najboljše, so Norvežani. Včasih imamo idejo, da kaj pa želijo Norvežani, to so vendarle nek super narod, oziroma da ne želijo biznisa delati z nami. Vendarle ni tako. Tam, kjer je kvaliteta, se hitro najdemo. Drugi primer, Elan, smuči, res je, izgubili smo letos, ali Planica je izgubila svetovni rekord v poletih, v dolžini, pa vendarle ta svetovni rekord je tudi slovenski, vsaj delček. Prvič je Evensen skočil najboljšo znamko zdaj na Elanovih smučeh, in pod 2, Gorišek je tudi eden ali pa ključni projektant nove velikanke, kjer je ta svetovni rekord nastal. Tudi tukaj se dokazujemo, da znamo, da zmoremo, da smo lahko najboljši. Poglejmo nekaj, kaj se pravzaprav dogaja s slovenskim izvozom v času recesije ob zmanjšanem povpraševanju. Leta 2009 je bil pravzaprav dosežen največji upad svetovnega globalnega povpraševanja po drugi svetovni vojni. -9% na svetovnem nivoju. Seveda, to je še kako vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo, slovenski izvoz, poznate te številke najbrž. Ampak bistveno v tem je, če imamo 2 piramidi, kjer je pravzaprav prva leva povpraševanje v času, celotno povpraševanje v neki branži, na nekem trgu, v času gospodarske rasti, si želimo, da bi bili čim nižje tukaj, čim nižje pri kupcih, čim nižje pri recimo naših partnerjih, zato da tudi v času krize, ko piramida, pravzaprav vrh piramide odpade, ker se celotno povpraševanje na tem trgu zmanjša, nismo v vrhu tam med tistimi podjetji, ki odpadejo. Nažalost, ugotavljamo, da je vse preveč slovenskih podjetij prav v tisti piramidi se znašlo leta 2009 in seveda posledica je bila izguba kupcev, izguba partnerjev, izguba trgov in vemo zgodbe tudi nesrečno seveda končali kot v stečaju ali kje druge. Zato lahko mirno trdimo, da mnoga slovenska podjetja niso prva izbira svojih kupcev. To vam ne daje kot dejstvo, ampak predvsem kot razmislek, da v teku današnjega dne kakšno rečemo na to in ugotovimo, da mogoče je res tako, morda se tudi motimo. In kot rešitev seveda bi ponudil graditev dolgoročnih odnosov s kupci, z potrošniki, pa tudi seveda s partnerji na področju in razvoja, inovativnosti, skratka zato, da bi se na tej piramidi čim globlje, čim bolj proti dnu usidrali, da tako rečem, in postali zanesljiv dobavitelj, spravi prva izbira naših kupcev. Vse to seveda so dejstva, ki jih ponujam danes v razmislek. Nekaj statističnih podatkov o slovenskem izvozu v letu 2010. Kot vidimo, se je odvisnost slovenskega gospodarstva od Evropske unije še povečala. Številke, napisane z rdečo, so 2009 z črno 2010. Vidimo, Evropska unija je še zrasla. To bi lahko rekli, da je v redu, po drugi strani pa vendarle govorimo skozi in si prizadevamo za diverzifikacijo slovenskih izvoznih trgov, torej za razpršitev in nam to tudi verjetno zaradi recesije nekako ne uspeva v zadnjem času. Države jugovzhodne Evrope, že omenjam, predvsem je tukaj seveda Balkan. Vidimo upad in to kar znaten upad, skoraj da za 2%, 2009-2010 in trend je podoben tudi v prvih mesecih 2011. Torej, treba bo miselni preskok narediti, da se ne moremo večno zanašati na to, seveda, in poznavanje, pa bivšo skupnost v okviru Jugoslavije, pa relativno bližino in glede kulture, glede jezika in vsega. Trg enostavno ne zmore ali ni sposoben absorbirati toliko, koliko bi mi radi prodali. In kar je pa mogoče še najbolj zaskrbljujoče, je pa podatek o izvozu države BRIC, država, ki jih je omenil tudi generalni direktor. Še smo v bistvu zmanjšali, čeprav si želimo ukrepiti naše prisotstvo, naše aktivnosti, tudi gredo v tej smeri, pa vendarle se težko prebijamo na te prvič uddaljene, zahtevne, povezane tudi seveda z časom in finančnimi komponentami. In vidimo, da samo 4% na trge, ki pravzaprav poganjajo svetovno gospodarstvo, je podatek, ki nas more skrbeti. In na tem moramo najbolj vsi skupaj, še posebej tudi vse podporne inštitucije slovenskega gospodarstva se zamisliti in kaj narediti. Kar je še bolj zaskrbljujoče pravzaprav je to, da znotraj teh 4%, približno 75-76% izvoza pade na Rusijo.
Vse ostali indeksi so seveda zelo nizki, skoraj da zanemarljivi, ko govorimo o Indiji, Braziliji in Kitajski. Top 10 slovenskih izvoznih trgov ostaja praktično nespremenjen v primerjavi z letom 2009 in predhodnimi leti. Nemčija, Italija, Avstrija, Francija, Hrvaška, Poljska, Srbija, Madžarska, Rusija, Bosna in Hercegovina. S tem, da pogledajte, Hrvaška pravzaprav po velikem padcu v letu 2009, tudi v letu 2010, še napadec, dodaten upad slovenskega izvoza. In to so seveda podatki, ki, zato je tudi v rdečem, ki morajo sprožiti alarme. Nemčija, Italija, Avstrija, nadpovprečno rast izvoza, če vemo, da je slovenski izvoz zrastel za 13,9% v letu 2010 v primerjavi z 2009. Francija, Srbija, Rusija, Bosna pa nekje tam med 0 in 13%. Kot rečeno, morda Poljska kot en zlat primer ali pa dober primer trga, ki dejansko hitro rase, ki beleži pozitivne indekse in kjer smo tudi slovenska podjetja, kot kažejo ti podatki, vse bolj prisotni. Da ne izgubljam preveč časa, samo na kratko, pred kratkim je Harvard Business Review izdal vse teh raziskav in analiz je precej, ampak ta se mi zdi zelo zanimiva pregled, pravzaprav, kaj se dogaja z najpomembnejšimi svetovnimi trgi, glede na makroekonomsko kondicijo in na prijaznost okolja za investicije, morda gre to bolj z investicijskega vidika, pa vendarle omembe vredno. In kot vidimo, točno to, Poljska, Nemčija so se znašli v tistem pravzaprav najbolj zaželenem kvadrantu, kjer forge ahead, pravi, gremo, dajmo se osredotočiti še več aktivnosti. ZDA, ker tudi beležimo veliko rast v lanskem letu v primerjavi z 2009. Po drugi strani pa, kot vidimo, Rusija, think long term, tudi glede makroekonomske kondicije, ne najboljša uvrščena, pa seveda tudi, če vprašate, kje je Slovenija, verjetno tam nekje blizu Bolgarije, Španije. To je pač dejstvo, tam nekje v tistem kvadrantu. In ne nazadnje, podporne institucije, ki vam lahko pomagamo, samo na kratko, na gospodarski zbornici ne bom se dotikal ostalih in gospodarske diplomacije in Japtija, o tem sodite vi. Želim mogoče samo še enkrat vas spomniti, da na gospodarski zbornici imamo Center za konkurenčnost, ki je pravzaprav primarno namenjen točno temu, torej pomoči podjetjem pri vstopanju na tuje trge. Najsi bo, da gre za informacijsko pomoč, torej posredovanje informacij o tujih trgih, pa svetovanje v samem vstopu in tako naprej. Navedene so nekatere ključne aktivnosti, ki počnemo za naše člane in z veseljem se bomo odzvali tudi vam, seveda, če nas boste poklicali, povabili, da vidimo, kje, na katerih področjih vam dejansko lahko pomagamo. Zavedamo se, da časi, ko smo sedeli v pisarnah in čakali na kakšen morebitni telefonski klic, so že zdavni mimo, želimo biti proaktivni, želimo se vam približati, da vas še bolj spoznamo in vam tako tudi še bolj učinkovito lahko pomagamo. In ne nazadnje samo beseda res o programu, ki ga pelje gospodarska zbornica, programu Go International Slovenija, ki temelji na pravzaprav programu Go International iz Avstrije. Tukaj ne skrivamo te podobnosti, nasprotno želimo poudariti, da bi radi sledili temu zgledu, kajti avstrijski primer je sigurno eden najbolj uspešnih v tem delu, če nekaj v celotni Evropi in seveda poskušamo tudi tukaj z različnimi aktivnostmi od priprav podjetij za vstop na tuje trge do pomoči, konkretne pomoči torej pri vstopu na nove trge in še ostalimi pomagati podjetjem, da bodo še bolj uspešna. Seveda pa to stane. Tukaj je seveda vprašanje denarja, financ in računamo na podporo, računamo, da bo vsaj z letom 2012 ta program zaživel. Toliko res na kratko o tem. Še enkrat bi se vam rad zahvalil, da ste se udeležili današnje konference in upam, da bomo med samo konferenco odgovorili na nekaj teh dilem, na nekaj teh vprašanj, ki se pojavljajo, ko govorimo o internacionaliziranosti našega gospodarstva. Hvala lepa.